osnovnih delcev. Sicer gre za pospeševalnik in detektor, ki ga skupaj s japonskimi sodelavci in sodelavci iz 14 drugih držav celega sveta pripravljamo v skupini. Gre za pospeševalnik, v katerem elektrone in pozitrone trkamo pri energijah, ki so ravno pravšne, da naredimo pare mezonov B. Mezoni B pa so zanimivi, ker lahko na njih pri njihovih razpadih študiramo nekatere fundamentalne lastnosti interakcije med osnovnimi delci. Ta projekt je v bistvu nadaljevanje enega zelo uspešnega projekta, ki smo ga z japonskimi sodelavci začeli že pred 20 leti in je privedel tudi do pomembnih rezultatov, ki so na koncu omogočili, da japonska fizika Kobayashi in Iskawa leta 2008 dobila Nobelovo nagrado. Nadaljevanje tega projekta je namenjeno iskanju subtilnih efektov pri razpadih mezonov B in je v veliki meri komplementarno temu, kar se dogaja na velikem hadronskem trkalniku v termomehanizmu. Medtem ko tam trkajo protone pri najvišjih možnih energijah in opazujejo delce, ki s tem nastanejo, in na ta način poskušajo najti nove delce. Mi pri bistveno nižjih energijah proučujemo efekte, morebitne efekte teh do zdaj neznanih delcev na procese pri nižjih energijah. In zelo natančno meritvijo poskušamo ugotoviti odstopanje in iz tega zaklepati na obstoj nabitih delcev, torej obstoj novih delcev. Ta dva pristopa sta komplementarna in v bistvu si lahko predstavljamo nekaj tako, da je, recimo, da poskušamo opazovati ladjo, ki je zelo velike razdalje plove, tako da je z prostimi očmi ne vidimo. Ena možnost je, da vzamemo zelo močen daljnogled in skozi pogledamo in na ladjo vidimo. Druga možnost pa je ta, to bi bil LHC, to bi bil trkalnik v Ženevi. Druga možnost pa je ta, da pa stojiš na obali in opazuješ valove, ki so te ladje prišli. Če valove zelo natančno zmeriš, ugotoviš lahko, kakšna je bila ta ladja in kam je šla. In ta metoda ima še to prednost, da če slučajno daljnogled ni dovolj močen, da bi ladjo videli, valovi vedno pridejo na obalo. Kaj pa lahko poveste o vlogi slovenskih fizikov tukaj na Japonskem? Že več kot desetletje sodelujete, zdaj pa ste sodelovanje še okrepili. Ja, torej Slovenci smo že 10 let zelo aktivni, zelo dobro smo se uspeli ujeti v ta raziskovalni tim. No, zdaj v tem nadaljevanju, pri eksperimentu BEL 2, smo zasedli pa tudi pravzaprav nekaj zelo ključnih pozicij. Jaz sem že 2 leti znanstveni vodja skupine spokesperson, kot se temu reče, medtem ko sta kolega Boštjan Golob je fizikalni koordinator projekta, medtem ko je kolega Samo Korpar pa vodja enega detektorskega sklopa. Slovenci smo pri tem prinesli tudi nekatere nove tehnološke rešitve, za katere računamo, da bodo našle tudi uporabo na področjih izven fizike osnovnih delcev. Recimo ta trenutek je zelo vroča tema uporaba enega senzorja, ki smo ga razvili za bistveno izboljšavo v medicinskem slikanju. Lahko poveste kaj več o tem, kako daleč je to, kdaj bi lahko recimo to prišlo v uporabo? BEL 2 bo deloval do 2014, naj bi bili rezultati znani. BEL 2 je tak, da bomo leta 2014 začeli z delicami in potem pač bomo nekaj let merili, predno bomo nadaljevali dovolj podatkov o reakcijah, ki jih merimo. Projekt se bo predvidoma končal tam nekje po leta 2021-2022, tako računamo, da bomo nabrali celotno Je pa ta projekt priložnost tudi za slovensko visokotehnološko industrijo. Je tukaj kaj že podpisano, kakšno sodelovanje se kaj obeta, na kakšnem področju?
Ja, Slovenci imamo zaradi svoje vidne vloge v tem eksperimentu seveda tudi dobro izhodišče za to, da pomagamo plasirati slovenske izdelke, visokotehnološke slovenske industrije. In dejansko sta dve zelo močni slovenski visokotehnološki firmi sta se že do zdaj močno na tem inštitutu angažirali in mislim, da imata lepe priložnosti tudi za daljno sodelovanje. Mogoče omenite? Ja, gre za Instrumentation Technologies iz Sokana, ki je pomemben dobavitelj kontrolnih sistemov za pospeševalnike in za Kozilab v Ljubljani. Morda lahko poveste še to, slišali smo o visokih vsotah, ki so vloženi v ta projekt. Polovico prispeva Japonska, ostalo, če se pravilno razume, pa tudi drugi partnerji. Zdaj tu ima Slovenija tudi kakšne stroške, če tako vprašam, oziroma kako je gledal, koliko smo majhni pa revni. Moram popraviti. V bistvu pospeševalnik, ki je levji del 90% celega projekta, kompletno krije Japonska. Torej tisto, kar se deli pol na pol, je detektor, ki je približno 40 milijonov evrov in od tega polovico, to se pravi 20 milijonov, krijejo zunanji sodelavci in vsak pač prispeva po nekem proporcionalnem ključu. Slovenci smo do sedaj se uspešno lahko prispevali. Ta projekt je uvrščen v strateški plan, slovenski plan raziskovalne infrastrukture in mislim, da je pa to dobra odločitev agencije. Profesor Križan, vi in mislim, da tudi vsi sodelavci še ostajate zaposleni na Inštitutu Jožefa Štefana, delujete tudi na znanstveni in akademski sferi v Sloveniji. Ste dobili kdaj kakšno ponudbo, da bi se preselili sem? Še manj ste, skoraj pol leta ste na Japonskem. Ja, seveda, ampak človek mora imeti svoje preference in moje preference je, da sem večino časa doma, če seveda. Se pa da združevati recimo tak hud projekt na drugem koncu sveta in pa vse redne obveznosti, tako službene kot tudi druge? Ni čisto enostavno, jaz sem profesor na univerzi in imam seveda tudi obveznosti svojih študentov. Predavanja držim, kar se dan redno in seveda sem študenti tudi več čas na voljo, če me ni v Ljubljani, sem pač po mailu. Malo težje pač seveda z družino, družina ni čisto zadovoljna, ampak oboji se trudimo, da to nekako sposobimo. Je pa zagotovo to velik gospodarstvo za Slovenijo. Ravno prej sem gledala v tej mapi, skrbite za en del tega pospeševalnika, tako je narisano, skupaj z Japonci in Američani, če se ne motim. Ja, tako je. To je ena v bistvu. Za en detektorskem sklopu smo z japonskimi kolegi in z ameriškimi že nekaj let delamo skupaj na tem projektu in mislim, da smo naredili že velik napredek, nas pa še čaka seveda precej dela, predno bo ta detektor zares stal in delal. Kaj bi bilo idealno, recimo takrat leta 2024, oziroma kaj potihem upate, da bi lahko dokazali? Gre se za materijo, antimaterijo in povezavi z vesoljem, če mogoče lahko to poveste tako bolj na ljudski način. Torej, v bistvu je tak, hvala Bogu, ne vemo, kaj bomo našli. V bistvu je narava zdaj zelo skrivnostna in kot smo videli tudi LHC-ju, velikemu hadronskemu trkalniku, še ni znala svojih skrivnosti. Jaz ne ugibam, pač narava bo sama povedala, kaj nam bo pokazala in kaj bomo našli. Super, najlepša hvala. Ja, hvala.